Dobro jutro, bo treba bolj fast. Bolj na hitro, je rekel Belfast Bonnie M. Ja, bo tudi M&M's, M je številka 13, 13 lož in tako. Tudi jaz sem na M, tako da tudi to bo pomenilo to. A ne? Ne bo pomenilo, ker je zelo pomenljivo in zelo sumljivo predvsem to, da je prav vsaka beseda, vsaka stvar ima več pomenov. In vedno obstaja interpretacija, zaradi tega je zelo pomembno, da se mičken o tem povprašamo sami. Zvezda je zvezdica zaspanka, pa je partizanka, pol pa če jo okrog obrneš malo za 30 stopinj, pa je Davidova zvezda, pa je spet simbol satanizma, pa zvezdice so narisane kot nekaj lepega, čeprav so v bistvu nekaj slabega, pa je v zvezdi noter srp pa kladivo. In pa o teh galaktičnih zvezdah in o hollywoodskih zvezdah lahko vrtimo in obračamo kot želimo. Kaj pa želimo? Ja, ne vem, jaz sem za svetlobo, ne vem, če ste vi za temačnost, boste zagotovo našli razlago, ki bo vam pogodu. A ne? Zaradi tega so to mnenja drugih, ki so zelo nevarna, vsak ima svoje izhodišče, torej se predaja iz strani temnih, torej je zaglajzal, se je prodal, ali je v bistvu neke vrste tarča ali pa žrtev ali pa v bistvu večno napaden skozi šibke točke, ki smo si jih v avričnem polju ustvarili pravzaprav sami z lastnim dovoljenjem, ker na silo v nas se ne da, vedno damo dovoljenje. Pa boste rekli, se nisem nobenemu dovolil, da me živcera. Drži, na prvo žogo res tako zgleda, na drugo žogo je pa zmeri tako, da na provokacijo damo reakcijo in na ponujeno figuro, ko reče eden, evo, se greva igrat, je na tebi ja ali ne. In jaz zase rečem, da sem mogel prehoditi kar nekaj testov, da sem v bistvu spoznal širino teh igrc in bom rekel izigravan in poskušan, vendar bolj ko ne dam, bolj so nadležni k podrepne muhe. Ne? Neki dni sem si vzel lufta, pa ne zaradi tega, ker sem luftar ali pa neodgovoren ali kakorkoli celo drugač, mnogo bolj sem odgovoren, kot sem pravzaprav mislil, da je tudi moja prisotnost na tem svetu s temi možgani in s temi prepričanji in s to vztrajnostjo v bistvu nekoliko večja, kot sem mislil. Ampak to ne pomeni nič, jaz sem samo mogel se dati nazaj, ne moral, sej to si primoran, pa pol, če se poslušaš, tudi prav narediš in je vse, kar naredimo iz pravega vzgiba, je prav. In ta umik nazaj je v bistvu tako kot pri loku, daš mečken nazaj, pol pa v teh nekaj dneh, ko sem falil, pravzaprav mislim, da je kar cel teden naokrog, ne da nisem hotel, nisem mogel, nisem zmogel, nisem hotel sebe iz težkih globin pripeljati na površje, da dam nekaj, kar pravzaprav nisem, zaglumim in pogrem spet v svoje globine. Ker tam, kjer sem bil, v bistvu mislim, da še niste pripravljeni iti, zaradi tega, ker sem opazil, med drugim tudi, da po večini gre za to, da skozi moje vsebine, moj doprinos, moj način delovanja se vse preveč ljudi zgolj napaja oziroma se strinja ali pa ja, okej, ni pa pripravljen pravzaprav iz tega učenja delati tudi korake. Zdaj tisti, ki ste z mano malo dlje časa ali pa tudi, če ste malo manj, lahko opazite, da se je v letu pa pol oziroma takrat, ko sem začel, pa do danes v mene kar nekaj zgradilo. Ne? Torej nisem več tako zelen, nisem več tako, bom rekel, pač ja, vaja dela mojstra, no, in obratno je pol to tudi treba še dodelovati.
in delovanje je tista stvar, v katero vas probam poriniti. In tako kot sem se jaz sam izvzel iz sveta, iz raziskovanja, iz ponujanja in deljenja mojih vsebin, je in bi istočasno bilo dobro, da bi vsak izmed vas tudi šel mičken potauhat, se reče, torej se poglobiti v sebe. Ker vsi odgovori so v nas. Garantiram, ker tukaj sem tako, kot sem. Jaz sem zbiral informacije k-norc, da bi sam razumel, ko sem jih zbral, sem rekel, bom jih dal v slovenskem jeziku malo naprej, ker vem, da marsikdo ni raziskoval, pravzaprav večina ne. Še se mi pojavijo pajaci, ki pravijo, ja, kje imaš pa link? Ne, pa daleko smo že iza tega, da je moja vsebina prihaja ne iz medijev, ne od drugih, ne od ne vem kje. Zdaj, že en čas, vsa moja vsebina prihaja iz mojih spoznanj, dognanj, povezovanj in razumevanj. In tle je v bistvu ena taka bistvena razlika med mojim pogledom na svet in tako, kar gledam okrog sebe. Torej želim, da tudi sami zaprete knjige, nehate brskati in pošiljati linke sem in kje, iskati, hlepeti po informacijah iz zunanjega sveta, ampak da se poglobite v sebe in v sebi začnete iskati odgovore, kje, kaj in kako. Zdaj, nekako sem med tem časom doštudiral tisto, kar sem se pravzaprav malenkost norčeval. Nisem se norčeval, ampak nisem polagal pažnje, zaradi tega, ker jo nisem rabil. In če bi se kdo od vas poglobil v čakre, bi mi to že povedal. Pa se ni, pa mi ni in mi niste povedali in sem mogel spet vse sam zgruntati. Ne? Ok. Skratka, nekako sem ugotovil, da te famozne Keopsove piramide in piramide po svetu imajo mnogo večji pomen, kot so nam razlagali. Piramida je videti, to je tam v Gizi, v Egiptu, to je to in druge jih ni. Ne, pa so vse povsod po svetu, ampak največja in najbolj pomembna piramida, ki jo gradimo znotraj sebe, pa je piramida, bom dal zdaj prispodobo piramide, piramida znanja, piramida spoznanj, piramida razumevanj, piramida pretoka energije skozi nas. Jaz sem rekel, da moramo knock on the heaven's door je naslov komada. Kdo ne pozna tega komada? Potrkati je treba na Gospodova vrata, potrkati je treba na svojo lastno vest. Ne na pest, na vest. In vest lahko kljuva, vest lahko peče. In to je tista stvar, kjer mnogi izmed vas še ne upate pogledati v špegu pa reči, bem ti, res sem ga usral, falil sem. Sam sem že milijonkrat slišal, se je vendarle vse odpuščeno. Res je. Ne prihaja odpuščanje od odzunaj, ampak od odznotraj. Vi sami sebi morate odpustiti napačno dejanje. Bom dal en primer. Greš po ulici, ne vem, ali pa v trgovino in tam prodajalka ali pa na teta pred tabo šumi s tistimi kovančki, pa je rečeš, pa kaj gospa, boste rodila ali kaj? To je vzgib tvoje lastne nervoze. Ampak s to svojo nervozo, pravzaprav ranjenostjo, bolečino, ker si bil ranjen na to vrstne trike že milijardokrat, ker smo tam ranljivi, si točno to rano, nepozdravljeno, stresu na to gospo, ki pač ne more bolj hitro študirati. No, vse ona bi tudi plačala, če bi znala, pa ne gre. Razen, če deluje iz sveta temačnih, kjer v bistvu je to provokacija. A ne? To boste prepoznali pa po reakciji njeni zdaj. Ne? Torej, če rečeš, kaj gospa, boš malo pohitela ali boš rodila, ne?
pa ona začne lajati na te, kaj si pa nervozen, No, to je bila provokacija. Če pa ta ženska samo sklone glavo, si pa svojo rano stresu na njo še večje breme in si jo še dodatno ranil. Zatorej je zelo pomembno, kaj dajemo iz sebe. Da ne ranimo nekoga, moramo v bistvu najprej zaceliti svoje rane in razumeti, odkje je ta vzgib. No, zdaj gremo pa nazaj na čakre. Mi imamo koliko že 7 čakr, ali kako že, ali jih je 6. Jaz nisem se v to pretirano poglobil in niti ni potrebe, ker ne rabite detaljne razlage. Bolj pomembno je, da razumete obstoj. Piramida ima največji del, največ materijala, kamna, peska in vsega zloženega v prvi štuk. V prvem štuku, to je predstavlja prvo čakro. To je v bistvu naš preživetveni nagon in v njemu je tudi shranjene in se pretaka največ energije. Ta čakra se nahaja tam v bližini spolovil, a ne? Torej reprodukcija, a ne? In v bistvu odtle v napačno zavajanje lahko razumemo vso izprijenost spolnosti, pornografijo, transgendering in vse, kar je s spolnostjo povezanega. Ok, tam noter se skriva tudi življenjska sila, tista čista zadnja sila, ko si čist na tleh, je še vedno nekaj energije, ne? Štuk višje je pa piramida že malenkost manjša, tam je pa malo manj energije, vendar tam je, to je pa tist del trebuha. Mislim, da vsak izmed vas ve, kaj je strah, stiska, žalost in te stvari, vse to se skriva v drugi čakri, ki se nahaja na nivoju črevesja, maternice. Pozabil sem reči, da pri prvi čakri je doma jeza, agresija. Tam smo. Kdor iz sebe daje agresijo, deluje od tam. Kdor deluje iz žalosti in iz strahu, ima pretok v drugi čakri zataknen, ne? Oziroma funkcionira samo od tam. Ne more iti štuk višje, ker štuk višje je plexus solaris. Plexus solaris se nahaja tam, kjer je prepona. Tle je v bistvu tist del, ki mi rečemo, tle bom pa jaz nekaj naredil. Kaj boš naredil? V službo bom šel? Ne. Naredil bom tako, kot je prav. A se tle noter skriva tudi moralno-etični kompas? Pa, lahko bi bilo. Odločitev, da bom delal prav, po smeri lastnega vzgiba, kaj je prav, ne? In če delaš, kaj je prav, to delaš z veseljem, ker je to iz hobija ven, a ne? Hobi, tisto, kar delaš rad, in če delaš rad, ne more biti narobe. Če tudi si naredil napake vmes, se vendarle se vsi učimo, a ne? Vendar delaš tisto, kaj je prav, ne tisto, kaj so ti rekli, da moraš ali pa da je prav. In tle se zataknemo, da nas točno na tej točki, jaz sem vam rekel, bežite ven iz matrice in pravite, ja, sej bi, ampak. In se zataknete nazaj na drugo čakro, torej tam ste v strahu. In točno ta del matrica ves čas napada. Ne bo plina, ne bo elektrike, pa bo vojna, pa cepljenje, pa oslovski kašelj, pa korona, pa štala, ovo, strah na strah. Razumemo. Pandemija vas bo požrla. Ko deluješ iz tretje čakre, rečeš, zdaj pa dost, jaz bom naredil nekaj. Torej, to je v mojem primeru že bila točka preloma. To je tista točka, kamor bi jaz rad vas pripeljal, da rečete v enem momentu, pa gonite se v 3 mile materne, vsi naenkrat. I sistem, i ti. Tako. In v tej točki, moji, sem vam jo že večkrat razložil, sem kad da bi kaj po luftu metal, sploh vi sem poslušate, učite se pa ne.
To je tista točka, ko pošlješ mentalno v sebi vse od sebe stran. Iz situacije in materialnosti vse, zaradi tega, ker tako kot smo peljali, ne pelje nikamor. Ne, v pogubo, v deželo Mordor, ne, murderer. Tam pa mi začnemo prehajati v čakro višje in ta je pa tlelele doma, pri srčku, ne. In zdaj ta je pa ključ vseh ključev, ključenca, ključavnica. In drugemu smo ključ in ta ključ moramo podariti. Ta ključ prepoznamo po tem, da je namen vedno dober. Kar dam z namenom, da je dobro, da je nekomu udobno, da je stvar ljubezni, z namenom, da ti pomaga. Ne? Naj si bo krema, naj si bo jabolko, naj si bo topla beseda. In ljubezen je vse, kar lahko ti dam. Kako je, lahko ti podarim samo ljubezen, je tudi ena izmed takih evrovizijskih popevk, ali pa vsaj Ema, ali kako je že bila. Čeprav ne vem, zakaj so mogli peti tisti, ki so se spolno organe obrnili na glavo. Ne bom šel kaj noter. Smo pogruntali, da imamo, do zdaj smo imeli prvo čakro spolno, druga ne vem, kako se imenuje, tam pri instinktu, tretja je plexus solaris in ona je preboj do srca in od srca delamo naprej. Ampak mi se bomo tlele malo ustavili, ker mnogo izmed vas deluje nekje do med solarisom in srčno čakro. Največji del populacije pa je še vedno zataknen med solarisom in uno nižje. To si moram pa pogledati, kako se imenuje. Živite v strahu. Strah vas je. Prestrašeni ste. Čeprav pravite, ne, saj sem pogumen. No, to spada pa še v prvo čakro. Sem pogumen, v bistvu si predrzen, misliš, da imaš moč, ja, mnogo ti jo je pobrane. In delujete iz strahu. In probam vas poriniti v točko štuk višje, da greste vsaj do točke preboja, kjer prebijete vse skupaj in rečete, dost je. In ta dost, če ni bil do zdaj dost, bo prišel v nekem času naprej. Ali bo to v naslednjem tednu, v naslednjem mesecu, v naslednjem letu ali desetletju, to pa jaz ne vem. Vem pa, da je mogoče. Vem, da je ustrahovanje, ki ga vidim, čedalje manj realno. In prav bi bilo, da tisti, ki še spremljate kaj konvencionalnih medijev, ki spremljate vsebino, ki ima zastrahujočo vsebino, ne morete splezati naprej. Zato, ker vsebina, ki ustrahuje, ne rine gor, ampak vleče dol. Spet v prvo čakro nazaj dol. Ne? Tam, kjer je največji pretok. A ne? Tam edini živ. A ne? Točka preboja, delati po lastnem vzgibu tisto, kar želimo delati. Ne, da si želimo avto, želim imeti sprehod dolg 3 dni. In ja, v točki preboja je premalo 1 uro, da se prepucate. Je premalo 2 dni. Jaz osebno sem rabil 3 dni. Evo, da sem naredil v glavi. In tak preboj je enkrat za vselej. Nikoli več ne greš nazaj. Ko greš naprej, ne greš več nazaj, ker si skontal, da kaj vse doprinaša ta nivo. Pa boste rekli, joj, pa denar, pa položnice, pa plačati. Ja, tukaj pa pridemo tudi do tistega, da materialnost odpada, da v bistvu denar ni toliko bistven, ker prej je bil denar pa nobenega feelinga, tle so pa feelingi, pa malo manj denarja. Seveda, si glih kar začel svoj posel, se pa ne moreš biti uspešen v 2 mesecih, a ne? Ker delaš svoj posel. In od tle naprej, tle se pojavi ena največje vprašanje, boš delal za denar narobe ali boš delal za svoj prav naprav. Tle smo mnogi naredili svoj greh, torej smo delali kar nekaj, čeprav ne bilo prav, ampak je bilo pa ugodno, udobno, najlažje in tako.
pa smo sami vedeli, da nekaj tole ni prav. Pa sej nas ne bo noben videl, enkrat ni nobenkrat, pa je. Ja, ne vem, heroin je že tak, da je sam enkrat zadosti, da ga hočeš še enkrat. In tako nekako se dogaja podobno tudi z grehi našimi in to je tisto, kar mi sami vemo, da je narobe in se je zapečatilo na našo vest. Zaradi tega mnoge izmed vas peče vest, vendar saj je vse odpuščeno, ja, ampak morate vi iz notranje strani stvari odpustiti stran, si odpustiti, spustiti in iti naprej. Ampak tukaj pride nova past, a boš modro tabletko ali boš rdečo tabletko in jaz vam dam en dober nasvet, nobeno tabletko. Vi sami ste tabletka, atomska energija, ne? Mi sami smo tisti, ki potujemo proti srčni čakri in ko je odprta srčna čakra, potem je v bistvu nad nami en drug čuvaj, kot zavarovalnica, policija, horda banditov, ki je upravljala, mislim z mano ni nikoli, ne? Ampak v formaciji sila teme deluje tako, da vedno si čuvajo hrbet drug drugmu. Ko prideš na srčno čakro, a veste, naslov komada je Come as you are, pridi kakršen si k meni. To, kar si, igra pri meni ne pride več v poštev, ker klinco čala moja so prehuda. Torej iz srca delovati, tam dobimo eno drugo zaščito in tam nas v bistvu vodi višja sila in nas ščiti, da smo neustrašni, da se ne ustavimo nazaj. Da smo sposobni delovati tako, kot je prav. Tam so čustva doma in začnejo se pretakati lepa čustva. Vendar, kadar mi začnemo delovati iz srca, naokrog pride, nekako tudi na ven zgledamo bolj samozavestni, bolj mirni in tako, in pride več varuhov matrice, ki proba te v srce raniti. Ti dati občutek krivde, ti dati občutek sramote, ti dati razne občutke, ki bolijo in temu rečemo rane oziroma smo strani temačnih, zunanjih oziroma tistih, ki so na nižjih nivojih, strani njih smo napadeni in poškodovani. Če to jemljemo si k srcu, potem nas to boli. In če te rane ne pozdravimo, se ona zagnoji. In ker rana pozdravljena ni, je gnoja vse več in namesto, da bi ga očistili v kontemplaciji, se pogruntali, kaj je bila fora, mi začnemo to pljuvati na tisto gospo, ki sem rekel v štacuni. Ne? Tista gospa nič hudega, ne kriva, ne dužna, je dobila vaš gnoj ven iz sebe. Zaradi tega je treba paziti, da v bistvu drugega ne poškodujemo, ampak smo si opora pri tem, ko vsak liže svoje srčne rane, čakrne. To so čakrne pretok. Bomo šli naprej do grlene čakre. Tle, kadarkoli ste telki povedati, kaj je res, pa kaj vam ne paše, so takoj rekli, Matej, si pa tudi občutljiv, pa kaj zdaj te tvoje teorije zarote. Kadar si hotel izraziti, pa reči, porka Madonna, tu ni prav, so rekli, kaj se razburjaš. Če si začel čistiti žalost, so rekli, ti si en navaden pusi, softič. To je sam babe jokajo, kaj je, dejci smo dejci. Bedarija D.O.O. Mi smo bili na grleni čakri, da bi izražali to, kaj imamo do tle, da bi se vsaj tle stvari vrtele, v poziciji 6-9, to je tle v bistvu en velik cmok. In mnogi izmed vas ne upate spregovoriti, ne upate v bistvu reči, ljubezen je lepa, ne upate reči, svet je prečudovit,
lastne travme lahko pregrizemo sami, občutkov se ne upate izražati, bom tako rekel z eno besedo, lastnih občutkov se ne upate izražati, čeprav ne veste, da prav vaši občutki izraženi bi nekomu pomagali, da bi se lahko sam približal tistemu, kar je. Zdaj bom dal jaz ten moj primer spet. Jaz točko preboja sem doživel, ker sem poslal vse v 3 krasne. 2 leti praznujem na današnji dan, konc novembra. Prišel sem do srčne čakre, kjer sem začel dogajati stvari z namenom, da bom dal nekaj od sebe in sem imel še preboje, kjer sem se ulegel sam sabo, kjer sem ugotovil, da je glasilka tisto, kar moram uporabljati, da imam dovolj znanja in izkušenj, da to počnem. Bil sem na radiju, bil sem na televiziji, torej v tem trenutku gledate neki, lahko pa znate, da nimam piskajočega glasa in da v bistvu govorim eno, bom rekel, zmerno slovenščino, ne zafnano in tako. Ne žalim, ne sodim, ne ocenjujem, ampak samo dajem iz sebe ven to, kar človeško bitje je. Srčno, prijazno, igrivo, razgledano. Mi smo prišli sem dol uživati, duša je prišla sem uživati, ampak zadnjih par tavžent let imamo kar bitko in jo bojujemo ves čas in vedno so nas masakrirali. Zastopte, da smo mi bili tisti, ki smo bili lovljeni kot lov na čarovnice in človek v Sloveniji je bil lov izlov najboljši. Zaradi tega je mnogo ljudi v slovenskem prostoru doživelo velike travme, pa pred časom smo na Grmadah končvali, danes pa v bistvu nekako v teh čustvenih bombardiranjih, ne? In potem zdravstvo pomaga nas iznakaziti, bože ne, da je psihiatrija in kompleten matrični ustroj, ki mu rečemo sistem, pa še vidim, joj pa Golob pa Janša, kaj vam ni jasno, to mora iti stran, oba sta iz istega gnezda, kaj nista dobila plačo iz iste plačilne liste, ni gor isti delodajalec, ljudje, ne? Mi smo jih plačali, da so nas v bistvu morili, sej nas niso s puškami, ampak so nas lepo na počas masakrirali pa zastrupljali. Jaz sem vam rekel, kontaminirano je v tem trenutku na tem področju čist vse, kamor stopte je kontaminacija. Poročila, radijski program, oziroma televizijski program v kompletu, radijski program v kompletu, tiskani mediji, konvencionalni v kompletu. Zaradi tega je nujno potrebno, da znotraj socialnih omrežij najdete vsebino, ki pa je lepa, pozitivna, navdihujoča in vzpodbujajoča. Ker prihaja od ljudi, ki smo očistili srčno čakro in delamo iz srca v dobro drugim, da bo to prav, smo očistili grleno čakro ali znamo to zapisati, torej bom rekel izražanje, in vas vlečemo iz prve in druge, kjer je strah doma, iz tam vas vlečemo proti gor, da pridete do točke preboja. Vendar je to tako, kot da bi vlekel eno čigumo. Vi se kar napajate, zaradi tega je včasih treba to popkovino prerezati. In to je bil tudi en tak moj namen, da vam tudi mičken prerežem, pa vam mal ne dam, da v bistvu sami se pri sebi pogruntate, pa sej mogoče že imam, pa sej itak je vsebin za nazaj dosti, itak vem, da niste prečikali vsega. Je bilo fajn poslušati, ma bi si mogli ali ne spisati, pa na tem delati sami. Tako, ko se jih jaz izpisujem ali ne, je non-stop. Nič ni drugače. Eno zame, eno pa za vas. Eno za to, da razumem, eno pa da dam naprej. Dobro, mi vas vlečemo gor, vendar tudi mene vlečejo gor, a ne? Nekdo tisti, ki pa je šel že čez grleno čakro. In zdaj prehajamo v najlepše obdobje korone, kjer je za delo, ki smo ga opravili, torej v smislu, jaz se že 20 let s temi stvarmi ukvarjam, hotel sem razumeti, naložil sem mnogo informacij sam v sebe, a sem jih razumel? Ne. Imam pa jih še vedno. Vem, kdo je bog sonca, vem, kaj je desiderata, vem, kaj je či, vem, kaj je feng shui, a ga razumem v popolnost? Ne.
Ampak vse te stvari sem jaz srečal in slišal in videl. Vse ok, zdaj jaz prihajam en štuk višje in tudi še enkrat sem mogel iti skozi en preboj, ki se mu pa reče korona. Krona. Ta čakra, ki je pa ta zadnja, na vrh vijolična, to pa je kronska čakra. Ne? In to je bil ta kralj famozni, ki se je okronal sam, ki je zase rekel, jaz sem kralj, Jesus Christ, in je začel učiti stvari. Ampak kralj je tudi Matjaž, a ne? Ampak ni nikoli vladal on nobeni deželi, razen sam sebi v svojem svetu, ki se ga razume. Boga se ne vidi, Boga se čuti, čeprav se Boga tudi vidi. Če gledaš ptico, ga vidiš, ampak če pa bi rad svojega Boga, ga boš pa čutil, zagotovo. In nekako jaz dolga leta zberam informacije in vsako leto je te nekak stvari bolj skrb grejo. In zdaj se pa tudi jaz nahajam na vrh ene piramide, če smo rekli čustva, so piramida oziroma čakre, kot piramida razumemo, je prvi štuk, zahteva mnogo informacij. Tukaj so nam dali indoktrinacijo. Pa smo imeli drugo vrsto, kjer so nam dali mnogo zavajanj, pa New Age duhovnosti, pa to. Tretji nivo, no, mogoče duhovnost, bo po mojem v drugi bolj propaganda. V tretjem, recimo, dajmo New Age duhovnost. V četrtem, se pravi pri srcu, že nekako nas zanimajo stvari nežne, milostne, kratke, tako. Tle nas zanimajo modrosti mislecev, raznih Platojev, Sokratov, ovo. Mislim, probaš ukomponirati v to, kaj imaš, pa se nekako sklopi. Ko pa začne prebijati po Betini, ne, se pa zgodi en fejst velik kaos in ne veš, kam kje kaj paše. Ne, pa to ni edini preboj, ker med vsakim prebojem čakre je v bistvu preboj, preskok, ki izgleda kot ena velika kaotična situacija, ker ne razumeš. Ti ne razumeš, kaj se dogaja, dogaja pa se. Vendar, ko je čaša dovolj polna, ne, takrat mora prekipeti, jebi ga, vroče postane, pa gre mleko čez, nekaj, tako je. Pa ga je glih tako liter, kot prej, ampak on gre čez kastrolo. Sam temperatura je dodana, ne. Torej faktori in temperature in pritiska in to vse tle je zraven, ne boste verjeli, koliko stvari se poklopi skupaj, in vetrovi in svašta. Skratka, za razumevanje tega sveta rabiš čedalje manj informacij, zaradi tega, ker jih povezuješ s tistim, kaj je spodaj. Zaradi tega je zelo pomembno, da se informirate o svetu duhovnosti, o svetu duha, o svoji notranjosti, ker slej ko prej vam bo postalo jasneje. Slej ko prej pride tisti dan. Ampak 1000-krat sem vam že zapel, pa ne jaz in Hazardi in Alenka Godec, da vsak je sam, ko se prebije, oziroma ustane sam in ostane sam. In sam bo lahko vsak sam sebe rešil. In ako v ozadju funkcionirajo že stvari velikega formata, torej kvantni finančni sistem je postavljen, Gesara je v pogonu, čakamo sam dan razkritja. Ampak lahko vi čakate, kolikor čte. Jaz bom to dočakal v enem prečudovitem, blaženem stanju, ker vem, da nisem edini, ki delam za ljudi dobro. Pa jaz sem nič in sem majhen. Zelo veliki ljudje v ozadju delajo zelo velike stvari in prav je tako, ker brez njih bi bili mi resnično zadnja generacija na svetu. Monty Python je rekel, vedno poglej na svetlejšo stran življenja, tudi na svetlo stran smrti je treba pogledati. Mnogi se, verjamem, v tem trenutku srečujejo z izgubami, bom rekel, ljudi, ki so jih imeli v bližini, so jih imeli radi in tako. Ampak je treba razumeti, duša je nesmrtna, nikoli ni se rodila, nikoli ne bo umrla in gre sem za reinkarnacijo in iz lastne izkušnje vam povem, da imam stik, ker si pač dovolim, imam stik z mojo bivšo pokojno punco, s katero sva se sicer zelo dobro razumela. Ampak sva v stiku
vse je v redu. Jaz imam prvič te izkušnje, ampak žalovanje sem dal jaz precej hitro in zelo aktivno čez. Jaz se ne jokam vsak dan, pravzaprav se pa vsak dan kaj izmenjava midva. Ker ona je postala moja muza. Ampak tako sem si jaz te stvari pointerpretiral in zame ta interpretacija dela dobro. Kaj ne? Če bi pa ostal v žalovanju, bi bil pa še zdaj žalosten. Kaj ne? Kaj je zdaj smisel življenja? Da smo v žalosti ali da smo v radosti? Tudi pokojni si ne želijo, da mi trpimo. Zaradi tega vsak pravi, ne jokajte za mano. Ni treba, ne, ko se zavedajo konca svojega. To sem hotel malo pointerpretirati. Poglej na lepšo stran smrti, kar je v bistvu ironija, ne? Nam znana, dokler ne greš malo više. Tako, sem rekel, pridemo do kronske čakre, to je korona in korona-19 je bila začetek aktivnega prebujanja prebivalstva na masovni ravni. Jaz sem se temu druženju priključil, nič drugače kot tako, da sem spremljal stvari, ki jih je, bom rekel, začela od sebe dajati Trumpova administracija, kmalu zatem sem srečal galaktike in usporedno Q-drops. Torej, Q-kapljice so bile zame izhodišče. To je meni bil pokazatelj, da se dogaja v ozadju nekaj zelo velikega in dejansko se je in še se primitivci oziroma zagovorniki sistema probajo zdegradirati, da Q je, ampak če ga vprašaš, kaj je pa Q kaj povedal, je pa tišina. Torej, čista mimotika, whatsoever, bom šel naprej. Q, koronska čakra. No in za sistem prevarati, z matrico, ki ona ne razmišlja, ona samo kopira, zbira informacije, jih kopira, obrne na glavo in lansira nazaj. Za prehod, za prebujenje, če duša obstaja, je potrebno razmišljati in človek sam po sebi možgane ima in odločitve hoče ali noče. In korona je postregla s cepljenjem. Ne? Vas bo cepila, ja? Ali boste? Zdaj, jaz imam že za celotno korono dva pomena. Cepil je mene univerzum. Z blisom, nagrajen sem. Prispodoba cepljenja. Distanca pri meni je bila popolni umik od službe, od ljudi, od sistema, distanca. Tudi samoizolacija, pa ne samo enkrat, večkrat. Sistem je rekel, maske gor. Dragi moji, maske padajo, pa ne tete papirnate. Frisi oziroma lastne namišljene identitete padajo, ne pa gor. Pleksi steklo. Vidimo skozi. Mi vidimo skozi laži zaradi tega, ker smo empati, imamo vklopljeno empatijo in nas se nategniti ne da, ker mi smo tester. Ne? In mi smo se testirali sami. Ne? In kasneje, ko sem rekel, res ne lažem, je univerzum rekel, si na testu si pozitiven, torej si že priden, zdaj pa te bom pa še jaz testiral. In mene je univerzum testiral in testira tudi vas slehernega. Torej, tudi test si je samo testiranje, pa po pozitivnem testu moraš iti še na profi test, se razumemo, da imamo mi vzporednic en kup, koronska čakra ali navidezna korona. Prihajamo v obdobje, ko bomo dodali ventilacijo. Adventno. Ventilatorji so tudi bili, ne? Dodali bomo mi ventilacijo, da bo folk pridihal, da vas spravimo na točko preboja, kjer boste sprejeli odločitev. Hočem živeti, hočem ostati v temi. To je edina odločitev, ki jo rabite. Pol pa dalje. Za dalje iti je pa materijala, že sem z moje strani mnogo. Ko boste začeli raziskovati, boste ugotovili, da je materijala pozitivnega že. Ulala. Tizga, ker ga jaz potipavam, se strinjamo, iščem se, izmer kaj novega navadam. Zdaj sem pri telekinezi po upravljanju vremena, tako da imate malo občutek, kam potujemo. Pa telepatija, pa vse to, jaz sem tam, jaz se s temi stvarmi ukvarjam, ne s tem, ali je folk neumen ali ne.
To je zame pa vse. Imamo še umetno inteligenco, ki tle ves čas proba nas kopirati na vsakem koraku, vendar tudi umetna inteligenca žal ne zna preračunavati. To lastnost ima človeško bitje, povezovanje skupaj stvari v celoto in pogled to nekako z piramidalnega pogleda in dosežt, bom rekel, to razsvetljenje. Jaz upam, da sem vam dal nekaj iztočnic za razmišljanje. Spet nismo prišli do slikic, ker sem si želel malo te čakre obdelati. Želim vam prečudoviti zadnji dan novembra. Odmik nazaj za mene je rezultiral eno prečudovito idejo, ki jo bom poimenoval Veseli december, Advent in Božič. Ne boste verjeli, vse to se dogaja ob nedeljah, tako Božič kot novo leto, kot vse adventne nedelje, in te bomo preživeli skupaj v pravem pomenu besede Kristusovega križevega pota, ki se ni dogajal na jesen, na spomlad, ampak je v bistvu čas pred prebitji, prebujanjem v kronsko čakro proti umrtju in ponovnemu rojenju našega Boga, raja, da bomo zarajali in bomo rajali v soncu, v raju. Dragi moji, želim vam, da ste lepo, uživajte in čau, čau.